Danes snemam video, ki ne more čakati na konec tedna. Zaključuje se namreč prvo četrtletje, ko se v naših statistikah že izrazijo posamežne številke, ki lepo pokažejo, kako bo izgledal preostanek kolesarske sezone. Pa še eno zanimivo novico imam glede zemljevida pitnikov in pa na par vprašanj iz YouTubea moram tudi odgovoriti. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes je 31. marec, zadnji dan prvega četrtletja. Naredilo se je precej toplo vreme, sicer piha nek močnejši zahodnik in tudi precej oblačno okrog in okrog, kaže pa, da je 17 stopinj Celzija. Ja, danes je ponedeljek in ponavadi video ne snemamo v ponedeljkih. Zdaj ste me lih dobili tle srednjega vzpona, ampak nič hudega. Jaz sem namreč pogruntal, da imam v sredo en poseg pri zobnemu kirurgu in vprašanje je, kako bom potem kasneje, če bom še za pred kamero. Pa tudi, če bom kolesaril, se ponavadi konc tedna zmeraj zgodi, da se zmenim s kom za kakšno skupinsko kolesarjenje in potem za snemanje kar zmanjka časa. Recimo, lih včeraj je bilo tako, da je prišel Toni iz Maribora in potem sva skupaj odpeljala eno 115-kilometrsko progo do Marine Julije in še naprej v Torviskozo. Jaz sem se med kolesarjenjem v celoti posvetil njemu in njegovi progi, ki jo je narisal, tako da vmes nisem nič snemal. Naredil sem samo par fotk, zato da sem imel nekaj potem, da sem lahko objavil na Instagram. Jaz vam lahko pokažem tudi pot, po kateri sva se vozila. Seveda bom pa tudi za današnjo progo dal link od svoje Strave dol od spodaj v opis videa. Jaz sem se danes za začetek odpravil na Števerjan, to pa zato, ker je gor na vrhu en pitnik, kakor se lepo reče, pipi s pitno vodo. V prejšnjem tednu se je v YouTube komentarje javil gledalec Guki, ki mi je dal link do spletne strani, kjer je seznam vseh pitnikov v Sloveniji. Ime spletne strani je nastalo iz fraze manj je več, dejansko je pa treba v brskalnik napisati manjjevec.si. Tam je seznam vseh pitnikov v Sloveniji. Jaz sem na hitro preveril tistih nekaj na našem koncu, ki jih poznam in dejansko so noter urisani. Zaenkrat aplikacija za to storitev še ne obstaja, tako da se je treba zanašati samo na njihovo spletno stran. Ampak tale gledalec je preveril in baje, da bo sredi tega leta na voljo tudi aplikacija. Jaz sem potem malo potožil, da sem doma tukaj ob italijanski meji in dejansko, ko vozim po Italiji, mi ta spletna stran ne koristi, ker pač pitnikov v tujini ni. No in potem Guki si je vzel čas, poizvedoval je še naprej in je najdel aplikacijo Refill, ki si jo lahko naložiš na svoj telefon in tam imaš potem seznam pitnikov praktično za cel svet. Tle en košček gor proti Števerjanu je 13%, tako da sem mogel dati prav v najbolj mehko brzino. Pa še pooblačilo se je prav na hitro. Evo, zdaj sem na vrhu v centru Števerjana in tukaj pri strani zraven cerkve je pitnik. Tle je tudi malo zavetja pri tem pitniku in jaz bom zdaj odprl aplikacijo Refill. Tle grem na zemljevid. Mogoče je slabost tega, da se zemljevid preveč počasi nalaga, ampak dobro, tu so nastavitve, ki se jih bo dalo še izboljšati. Evo, in jaz sem tukaj v Števerjanu in tle je dejansko označen tale pitnik Water Fountain. Je pa tudi Guki preveril delovanje te aplikacije in tudi kako so vrisani pitniki v Avstriji. Tudi njega je zmotilo tole počasno nalaganje, ampak glej, če se odpraviš na kakšno daljšo pot, si lahko tudi vnaprej pogledaš, kje boš lahko zamenjal vodo v bidonih. Zdaj pa se spustim dol Števerjana, pa še en krog od spodaj po ravnini. Sam ti poglej, kakšno vreme se je naredilo. Vam povem, veter in vonj prav tisti, kakor da bo vsak moment nevihta.
Še dobro, da sem dal tole majčko z dolgimi rokavi, ker sem še tuhtal pri 17 stopinjah. Če bi bilo sonce, bi dal lahko tudi kratke, ampak lej, sem se dobro odločil. Drugače pa je tu majica znamke Sirocco. Če vam je ta znamka zanimiva, imam kodo za 10% popust. Pošlo, rabiš kako pomoč? Z lahkoto bomo tu rešila, lej. Noben problem, samo da odložim. Hudo? Ja, ker je padla ketna ven izpod te plastike. Aha, čakaj se. Figni. Ja, to je tista plastika problem, Ja, ne? tista plastika je Če problem. ne, jaz znam, ne, ker jaz treniram, ne. Samo... Še malo manjka, samo ne bi jaz preveč nasilo, da se ne bo zlomila. Evo, evo rešeno. Še, Ljubša hvala. evo, super, neš, malenkost. Malo sem se umazal, ma bo že. Srečno vožnjo. Hvala, Noben problem, nič, bodi fajn. hvala. Svidenje. Zdaj imam sicer zaradi tega malo črne prste od šmera, ampak srce pa polno radosti in veselja. Sem prav vesel, da sem lahko pomagal mlademu kolesarju v stiski, ker je res tako nerodno se mu ketna zataknila, ko je padla dol, da jo sam ne bi mogel popraviti nazaj. In lej, zmeraj, če vidiš nekoga ob cesti v težavah, vprašaj, če rabi pomoč, če je vse okej, to te nič ne košta. Še zmeraj mu lahko priznaš, da mu ne znaš pomagati, ampak vsaj veš, da si naredil vse, kar je bilo v tvoji moči. Če bo vse po sreči, se bo še sonce pokazalo prav vsak cajt. Tam dol je ena bolj taka siva, črna tvorba, ampak upam, da ne bo prišlo tu gor tle do nas. Popraviti moram informacijo iz prejšnjega videa, ki sem jo dal glede nalaganja GPX datotek. Oglasili so se kar 3 gledalci, ki so zadevo preverili in so ugotovili, da na računalniku lahko downloadajo GPX katerekoli proge, tudi če niso naročeni. Eden od njih je celo pojasnil, da je problem samo nalaganje GPX-a s telefona, ker tisto je onemogočeno, če nisi naročnik. Medtem ko nalaganje GPX-a preko računalnika je pa omogočeno vsem. Tako da zdaj veste, če rabiste GPX katerekoli moje proge, vse so objavljene na Stravi in kar korajžno. Veter se obrača, oblaki se prestavljajo zelo na hitro. Zdaj imam 19 km, tako da sem že več kot na pol poti in zdaj je tudi prav, da pojasnim, kaj sem ugotovil ob koncu prvega četrtletja. Danes sem pač pogledal na svojo statistiko na Stravi in vidim, da mi manjka samo še 33,3 km do letošnjih 2500 km. In če je 3 mesece četrtega leta, je 2500 km en četrt od 10 000. Tako da to je dober pokazatelj, da zna tudi letošnja kolesarska sezona prinesti v mojo statistiko 10 000 km. Upam, držim pesti, da bo tako. Trkam po čeladi, da bi bilo čim boljše zdravje. In veselo kolesarim naprej. Obenem sem ugotovil, da je s številko 2500 povezana še ena moja statistika in sicer imam na današnji dan 2497 naročnikov na YouTubu. Samo še 3 manjkajo do 2500, tako da Tine, Jure, Marjan, naročite se. Sem pa prav razmišljal zdaj en dan, kateri letni čas mi je najlepši za kolesarjenje. Ne morem se odločiti, vsi so lepi, ampak če bi res mogel prav zbrati, bi rekel lih pomlad. Že samo to, ko vse tako lepo cveti in pa lih prav toplo je in tudi dnevi so zelo dolgi. Zna biti, da bo šla mimo tista nevihtna tvorba. Proti Novi Gorici kaže precej plavo. Lej, sicer se pa nimam kaj čuditi. Tako to je, ko na vhodna vrata prihaja april in z njim muhasto vreme.
Zdaj imam itak že 25 km in tudi če grem prav po najkrajši poti domov, jih bom imel pod streho 35. In to je popolnoma dovolj za tale cilj, ki sem si ga zadal danes. Ma ne, no, zdaj tega pa res nisem rabo, da se vozim za tem traktorjem tle po tem gnoju. Ne vem, kaj naredim. Nazaj bom šel pa po drugi strani. Bo pa 40 km, koga briga. Veš kaj, če sem že obračal zaradi tistega traktorja, bom pa izkoristil ta obvoz še za vzpon čez Kalvarijo. Progo sem začel z vzponom, pa jo bom še zaključil z vzponom. Pa lik zdaj je avto. Dobro, počakam, da grem mimo. Itak imam zdaj 33 km in 330 višincev, kar je točno 1%, tako da ne bo nič narobe, če naredim še kakšen višinc več. A ja, 33 km imam. Se pravi, da sem dosegel letošnjih 2500 km. Bravo jaz. Me prav bolijo uha od vašega aplavza. Vidiš, v taki situaciji pa jaz zmeraj primem fante, če le zmorem. Vsak vat moči, ki si tako prišparaš pri vožnji proti vetru, pride lahko kje kasneje prav. Jaz upam, da tudi vi v kolesarjenju najdete čim več veselja in užitka. Lahko vam zaželim varno vožnjo, čim več lepih, srečnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!